Dober dan, to je N1 studio. Poleg evropskih volitev nas 9. junija očitno čakajo še 3 referendumi s kar 4 vprašanji. Državni zbor odloke z datumom sprejema, ni pa še čisto konec. Opozicija napoveduje ustavno presojo, največjo vladno stranko Svobodo pa obtožuje, da ima slabo listo za evropske volitve in da to želi zamegliti z referendumi. Celo ranjena vladna SD je Golobovi Svobodi pri hkratni izvedbi glasovanj odkrito nasprotovala. Kdaj bomo torej glasovali o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, legalizaciji kanabisa in uvedbi preferenčnega glasu na parlamentarnih volitvah? Z nami so predstavniki vseh 5 strank, poslanka vladajoče Svobode, tudi kandidatka na prihajajočih evropskih volitvah Janja Sluga, iz SDS Danijel Krivec, podpredsednik Državnega zbora in tudi nekdanji vodja poslanske skupine, iz Levice Matej Tašner Vatovec, vodja poslanske skupine, prav tako iz Nove Slovenije, vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj in poslanec SD Damjan Zrim. Lep pozdrav vsem. Začneva pa midva, gospod Krivec. Ti odloki se zdaj sprejemajo, medtem ko se pogovarjamo, ste v bistvu že kar blizu koncu seje in jih bomo še sproti razložili, ampak najprej. Vi, gospod Krivec, spodbijate te referendume oziroma vprašanja, datume, kaj točno in zakaj? No, gledajte, mi spodbijamo ta referendumska vprašanja, zato ker ni bila omogočena zadosti široka razprava, predvsem pri zakonu, ki govori o uvedbi pomoči pri smrti oziroma pri evtanaziji. Mi ocenjujemo, da je ta zadeva vseeno tako delikatna, da ni predmet, ki bi ga dodali k evropskim volitvam, ki so same za sebe zahtevne. Vsi govorijo, vse politične stranke, da so te volitve pomembne in zato se nam zdi nesprejemljivo, da se v ta termin posiljuje tudi s takimi referendumskimi vprašanji, ki niso do konca razčiščene tudi v širši javnosti. Tudi včeraj v sami razpravi je bilo jasno povedano, da gre za par primerov, na katere se sklicujejo te civilne iniciative, ne govorimo pa o širši podpori javnosti in zato se nam zdi nesprejemljivo, da se taka vprašanja poriva na tak rokohitrski način v volilno kampanjo, ki poteka in ki bo potekala za evropske volitve, ker se nam zdi to vprašanje bistveno bolj pomembno za prihodnost tako Evrope kot Slovenije. Drugo je ta uvedba kanabisa. Morate vedeti, da smo mi že v poslanski skupini 2-krat oziroma celo 3-krat vložili predlog zakona, ki bi uvedel tudi testiranje na prepovedane droge, tudi za poslance in funkcionarje, pa te želje ni bilo, zdaj pa pridemo do te pobude, da se neka zadeva legalizira, čeprav vemo, da za zdravstvene namene je ta zadeva že legalizirana. In se nam tudi zdi, da je to vprašanje neumestno. Imamo vlado, ki se zgovarja na strokovnost, na to, da bo upoštevala strokovnjake, v tem primeru pa sprašuje, bi rekel, ljudi, kar ni nič narobe, ampak to združevanje na dan, ko so evropske volitve, je za nas nesprejemljivo. Ampak gledajte, vaš predsednik Janez Janša je na dan lokalnih volitev jeseni 2022 rekel, da bi bilo, citiram, lažje in cenejše za vse, če bi 20. novembra glasovali tudi o 3 referendumih, ki ste jih takrat zahtevali vi, bili so zakonodajni, to je treba povedati, ampak njega je takrat skrbela nizka volilna udeležba in on je bil, vi ste bili takrat za to, da se to izvede sočasno. Zakaj pa zdaj ne? Lejte, mi smo predlagali referendumski dan tudi takrat in v primeru, ki ga zdaj omenjate, ne gre za iste zadeve, tle gre za posvetovalne referendume, ki ne pomenijo neke časovnice ali vprašamo ljudi na dan volitev v Evropski parlament ali na dan, ko smo se v vseh poslanskih skupinah razen Levice dogovorili za referendum o nuklearni elektrarni Krško oziroma tem drugem bloku, se nam zdi, bi rekel, sprejemljivo. Treba je pa vedeti, da posvetovalni referendum je lahko o čemerkoli in če pridemo do inflacije teh posvetovalnih referendumov, nismo s tem nič naredili in zbegali bomo tudi ljudi, ki bodo non-stop hodili in o nečem odločali, zato imamo vlado, zato imamo večino v parlamentu, ki mora o tem odločiti. Ja, pa se v opoziciji ste tudi v bistvu predlagali cel kup, ampak k temu še pridemo. Gospa Sluga, ti referendumi in datumi, ki zdaj pač bodo, so v bistvu izključno ideja Svobode. Koalicijski partnerji so
lahko zgolj prikimali, se bolj ali manj strinjali, obveljala bo vaša, imate 40 poslancev. Zakaj denimo jeseni 2022, ko so bili referendumi tudi o zelo različnih stvareh, jih niste izvedli skupaj z lokalnimi volitvami? Argument Svobode takrat je bil, zdaj citiram vašega poslanca, gre za dva različna sistema volilnih komisij, referendumi niso združljivi z lokalnimi volitvami. Zdaj z evropskimi pa torej so. Zakaj? Jaz moram poudariti, da imamo mi 3 razloge za to, da si seveda želimo in predlagamo, da so ti referendumi skupaj z evropskimi volitvami. Prvi razlog je ta, da ne gre za neke nove teme. Gre za teme, v katerih je potekala že leta in leta, v nekaterih široka razprava, več dogodkov je bilo, več celo zakonodajnih predlogov, teme so ljudem znane in v Svobodi ne podcenjujemo ljudi in menimo, da imajo že izoblikovana svoja stališča v vseh 3 vprašanjih, v katerih bi se radi z njimi posvetovali. To je ena zadeva. Druga zadeva je ta, da je dejansko zdaj mandat že nekje na sredini, kar pomeni, da če želimo slišati voljo volivcev in če želimo potem tudi ustrezno reagirati in narediti tako, kot nam volilci pravijo, rabimo še nekaj časa. Pomeni, da je ustrezno, da o tem odločimo čim prej, da ostane ta čas, da se dejansko spremembe potem tudi udejanjijo. In tretja stvar je, eno izmed vprašanj je tudi uveljavitev preferenčnega glasu. Kdaj je boljši čas kot na evropskih volitvah, kjer volivci ta preferenčni glas tudi že uporabijo, da se potem odločijo, ali želijo na enak način glasovati tudi na volitvah v Državni zbor. Gospod Zrim, v SD ste bili v bistvu vse, odkar je Svoboda prišla s temi referendumskimi idejami proti hkratni izvedbi z evropskimi volitvami. Zakaj vi menite, da bi ljudi s tem zmedli, da to ne sodi skupaj? Vi predlagate referendumski dan 24. novembra, torej takrat, ko bo tudi referendum za JEK2, ampak potem bi bili takrat 4 referendumi naenkrat, a to ljudi ne bi zmedlo? Glejte, eno so volitve, drugo so referendumi. Zdaj, če gremo na evropske volitve, državljanke in državljani Republike Slovenije in Evropejce in Evropejci so vsi povedali, vsaj po Eurobarometru, da bodo to prelomne volitve, kajti imamo krizo visokih življenjskih stroškov, imamo izzive v tujini, tako notranje, zunanje, in mislim, da bi se morali fokusirati zgolj na evropske volitve. Ti vprašanja, referendumi niso nepomembni, ampak zdaj mešati evropske volitve in referendume ob 3 vprašanjih bi nekoliko zasenčilo evropske volitve, zato smo tudi se strinjali v poslanski skupini stranki, da bi vseeno dali ljudem več časa za razmislek, da se lahko prikaže širša slika, da lahko strokovnjaki povejo svoje, kaj želijo, in primeren datum bil skupaj o JEK2 in v to smer tudi gremo, zato smo tudi dali možnost poslankam in poslancem, da sprejmejo amandma SD-ja, čeprav vem, tudi Nova Slovenija je vložila podoben amandma, da se ti referendumi izvedejo v jeseni. Kajti te volitve so preveč pomembne, da bi jih ignorirali, zavajali volivke in volivce stran od pomembnih evropskih tem, ki seveda so prelomne, in zato tudi datum v jeseni. Gospod Tašner Vatovec, Levica je tako bolj stisnjenimi zobmi podprla ta referendumska vprašanja in datume, tako vas je bilo razumeti. Zakaj? In se v bistvu strinjate z SD? Gospod Zrim je med drugim včeraj tudi ali v teh dneh tudi dejal, da bi se lahko obrnili v referendume proti vladi. Se res lahko? Mislim, da pomislek o datumu je zagotovo bil utemeljen. Tudi sami smo ga, ko smo se dogovarjali o teh pobudah za referendum, ga izrazili koalicijskim partnerjem. Dejstvo pa je, da so v Svobodi predlagali ta datum zelo neomajno in tudi parlamentarna matematika je taka, da ni dovolj glasov, da bi lahko premaknili ta datum na nek drug čas oziroma na predlagani november. Mi v Levici se vsebinsko strinjamo z vsemi 3 predlogi za referendum. Se nam zdi, da so to primerna vprašanja, na katere naj državljanke in državljani odgovorijo oziroma se do njih opredelijo. Zdaj, če je to slučajno z evropskimi volitvami, nimamo tako velikih zadržkov s tem. Jaz mislim, da so naše volivke in volivci dovolj, bom rekel, pametni oziroma da jih prav nič ne bo zmedlo, če bodo morali glasovati o kandidatih za Evropski parlament in hkrati se še opredeliti do 3 dajmo reči družbenih vprašanjih, ki so prisotna v nekem vsakodnevnem diskurzu že vrsto let. In vsa so bila že večkrat odprta, veliko smo se o tem pogovarjali in jaz mislim, da bodo znali ljudje zelo dobro oceniti, ali so to stvari, s katerimi se strinjajo ali ne. Zdaj, kar se tiče o tem,
Ali se to lahko obrne proti vladi, jaz mislim, da ne, tle ni nobene povezave. Pač tekma za Evropski parlament je medstrankarska tekma, ki nima veze ne s koalicijo, ne z opozicijo, ne z vlado, je pač, dajmo reči, neka dirka med strankami, kjer pač ni teh vplivov. Referendumi so pa, tu bi res rad poudaril, posvetovalni. To je pristojnost parlamenta, da se o pač pomembnih družbenih vprašanjih posvetuje z državljankami in državljani. Tudi stvari, ki jih v referendumih predlagamo, niso nekaj, dajmo reči, izključne pristojnosti vlade, kar bi bilo prioritetno in mislim, da je prav, da se o njih posvetujemo. Ja, se pa zna po teh evropskih volitvah, po mnenju mnogih analitikov, nekako dinamika znotraj koalicijska, znotraj vladna, odvisno od rezultata, seveda še kaj bolj spremeniti, zaostriti bomo videli. Gospod Cigler Kralj, zaslužni profesor ustavnega prava, dr. Igor Kavčič, nesporno ena od največjih avtoritet na področju referendumov pri nas, za Radio Slovenija pravi, citiram, koalicija se igra s posvetovalnimi referendumi, vi v Novi Sloveniji mu na nek način prikimavate, ampak tudi opozicija jih je želela imeti cel kup, SDS o podpori vladi in o migrantih, vi pa o naših državljanih, ki izvirajo iz narodov bivše SFRJ in o kurjenju na drva, ki da ga je vlada želela prepovedati. Zakaj menite, da pa to pa ni bilo igračkanje z referendumi? V bistvu so taki referendumi edino orožje opozicije v trenutni vladni konstelaciji, zato ker vlada se boji edino še ljudi. In ko smo pri drvih, ker je ta vlada, predvsem Svoboda, želela prepovedati kurjenje z drvmi oziroma lesno biomaso, zagrozili z referendumom o tem, ampak naknadnim zakonodajnim. In ko smo pravzaprav predlagali referendum glede tega, ali se bomo v Sloveniji, torej ali bomo migrantom, tistim, ki pridejo k nam, omogočali, da se naučijo slovensko in integrirajo, ali jih bomo na slovenske stroške učili albanščino. To ne gre za migrante, gospod Cigler Kralj, gre za državljane Republike Slovenije, ki izhajajo po svojem, bom rekel, izvoru iz narodov bivše Jugoslavije, ne pa za migrante, ki prihajajo. Priseljence, ki pridejo k nam. Ne priseljenci, državljani Republike Slovenije. Zato je šlo. Za vse gre, tudi za te, ki se priselijo k nam zaradi trga dela in potem pripeljejo svoje družine, kakorkoli. Ko smo tej vladi zagrozili z referendumi, se je ustrašila in umaknila sporni 5.a člen in na drugi strani tudi iz energetskega zakona umaknila določbo o prepovedi kurjenja lesne biomase. Dobro, torej ste uslišali, če smem razložiti, za bistveno razliko. Te referendumska vprašanja, ki jih predlaga predvsem Svoboda in sedanja koalicija žal podpira, so pravzaprav zavajajoča. Ne predstavljajo nobenih rešitev. Svoboda ne ve, na kak način bo uvedla, recimo, izvajala evtanazijo, ali bo to evtanazija, ali bo pomoč pri samomoru. Kako in kdo jo bo izvajal? Zdravniki so rekli, da jo ne bojo. Kako bojo preprečili zlorabe? Slišali smo celo vrsto strokovnjakov, ki opozarjajo pred temi zlorabami. Torej, profesor Kavčič ima prav, ko govori, da se koalicija tu igračka z referendumi, predvsem pa zavaja volivce, ki bodo razočarani in se bodo čutili prevarane. Kajti rešitev za temi vprašanji ni. Zavajate volivce, gospa Sluga? Ne, jaz bi se odzvala na tisti del, ne. Ampak na kratko, da gremo potem naprej. Po referendumih na drva pa na naše sodržavljanke in sodržavljane, ne. Zaradi tega, ker menim, da gre tu za namensko zavajanje. Ampak se to sem že jaz povedal, ne? Če dovolite, ne. Torej, drva niso bila tako mišljena, kot jih je Nova Slovenija želela prikazati in jih je populistično prikazovala zaradi poceni pridobivanja političnih točk. Kar se pa tiče pravic narodov bivše Jugoslavije, to so ljudje, ki so pri nas že desetletja. In samo o njih se je govorilo, ne o teh migrantih, ki zdaj prihajajo, kjer živi tukaj že druga ali tretja generacija in imajo slovensko državljanstvo. O tem se pogovarjamo. Vas bom takole vprašal, gospa Sluga. Namreč dr. Kavčič je tudi rekel, citiram, bojim se, da bo v prihodnosti vsakokratna koalicija ta institut uporabljala takrat, ko je bo podpora med volivci začela padati. To se je vam nesporno zgodilo. Gospa Sluga, podpora pada, vaši stranki na tak način v bistvu že drugič, ne, to se je zgodilo tudi vaši bivši stranki. Se ne strinjam, podpora ne pada več. To bomo še videli, katere poslanka ste bili v prvem mandatu, torej govorimo tudi pri SMC, je bilo nekaj podobnega. Se tega scenarija bojite? Zakaj menite, da bi vam lahko ti referendumi pomagali? Prvič, podpora ne pada več.
Drugič, mi ne vlagamo teh referendumskih pobud, ker bi nam lahko pomagale, ampak ker si dejansko želimo izvedeti, kakšno mnenje imajo naši ljudje o temah, o katerih sprašujemo, ki so zelo pomembne teme. In ne nazadnje, referendum je najvišja oblika demokracije in prav je, da se ljudje o takih temah, ki so širšega pomena in zahtevajo širši konsens, ne nazadnje se to vidi tudi tukaj med nami, torej očitno rabimo ljudi, da poslancem povedo, da morajo neko vprašanje urediti na ustrezen način, ker sicer tega več kot očitno nočejo. Gospod Zrim, želeli ste Ja, v bistvu pri 2 od 3 referendumih gremo korak nazaj, kajti o pomoči pri, oziroma o evtanaziji zakon je bil pripravljen strani ljudstva in imeli smo ga v državnem zboru. Poslanci Levice in Socialnih demokratov ter Mojca Šetinc Pašek so to podprli. Vsi ostali so bili bodisi vzdržani, bodisi bili proti, tako da v bistvu zdaj ne gremo korak naprej, temveč gremo korak nazaj. Lahko bi o tem glasovali že takrat, kajti ljudstvo nam je dalo 2 leti nazaj mandat, da lahko zadeve sprejemamo. Tudi glede kanabisa, mislim, da to ni že prvič, ko je v državnem zboru v zadnjih nekaj let in tu bo gospa Sluga vedla, ker se s tem veliko ukvarjala, vsaj na odboru za zdravstvo, mislim, mogoče ve od vseh tukaj izmed nas največ o tej tematiki in bi se lahko že zakon sprejel nekajkrat, ampak vedno so določeni uradniki iz Ministrstva za zdravje blokirali in tudi zdaj bo tako, kajti ne kdo je minister, ne bo odločilo, ampak vedno neki uradniki, ki zadevo blokirajo že nekaj let. Kar se pa tiče preferenčnega glasu, tudi glasovanje ni prvič, kajti tu zdaj spet ljudi sprašujemo o preferenčnem glasu, ali ga uvedemo. Nihče pa ne sprašuje ljudi, ali ste za ukinitev volilnih okrajev, kajti te 2 vsebini sta povezani in brez ukinitve volilnih okrajev ne gre, kajti zaenkrat jaz v državnem zboru ne vidim 60 glasov, ki so potrebni, da spremenimo volilni sistem, tako da v bistvu te posvetovalne referendume lahko ljudje se izrečejo na to, ampak v bistvu pri 2 delamo korak nazaj, pri 3 pa gre zgolj za zavajanje ljudi. Gospod Cigler Kralj. Potrebno je poudariti, da ne gre samo za 3, ampak gre za 4 referendume. Državna volilna komisija je bila jasna, ko smo vložili listo NSI za evropske volitve, ko nas je opozorila, da gre pravzaprav za 4 referendume in za 4 referendumske lističe. In tudi tehnično in logistično bo za Državno volilno komisijo to pravzaprav skoraj nemogoče primerno izvesti, zato ker ne bo tehničnih pogojev, da ne govorimo o tem, da bi namesto 20.000 ljudi za volilne odbore za evropske volitve morali angažirati še plus 20.000, torej skupaj 40.000 ljudi. Državna volilna komisija trdi, da za to Slovenija nima kapacitet. Že teh 20.000 jih težko angažirajo za volilne odbore, volilne komisije in tako naprej. Bi pa rad poudaril, da se tu kaže, lahko rečem, ena razlika med zrelimi, uveljavljenimi, urejenimi strankami. Saj vidite, katere stranke smo zadržane pred takim vznemirjanjem volivcem in tiščanjem teh referendumov in ugrabljanjem referendumske kampanje pri evropskih volitvah. To pomeni SD, SDS, NSI zadržani, nove stranke, ki nimajo urejene strukture, pa namesto, da bi prišle s programom, ki ga bi potem v vladi izvajale, nimajo tega programa, nimajo česa izvajati in potem na nek način vznemirjajo volivce. In to je velika razlika v političnem prostoru. Gospod Vatovec, vznemirjate volivce? Ne vem, s čim bi vznemirili volivce. Še enkrat, posvetovalni referendumi imajo neko logiko. Jaz se strinjam z oceno, da se je v zadnjih nekaj mesecih nekoliko pretiravalo z temi posvetovalnimi referendumi. Gledamo jih pač na vsakem koraku, za vsako stvar, ko si jo recimo v NSI-ju izmislijo in potem delajo kampanjo na tem. Jaz mislim, da tudi za evropske volitve in s tem seveda tudi lahko rečemo, da zlorabljajo te evropske volitve. Ampak v svojem bistvu imajo nek pomen. Jaz mislim, da tej posvetovalni referendumi, ki so bili predlagani, ki jih je predlagala Svoboda, pri prostovoljnem končanju življenja smo dali vse 3 koalicijske partnerice podpise zraven. Gre za, po moji oceni, zelo pomembno vprašanje. Kot je povedal gospod Zrim, mi in SD smo podprli tudi zakon, ki ga je pripravila civilna družba in to je dovolj dobra podlaga, na kateri se lahko ljudje odločijo. In jaz tle res ne vidim, zakaj takšno
vznemirjenje še enkrat. Jaz verjamem v naše državljanke in državljani, da se bodo znali odločati o več kot samo eni stvari na enih volitvah. In če že imamo organizirane volitve 9.6., v Levici nimamo tako velikih zadržkov, da ne bi organizirali še teh referendumov. Mogoče bi bilo boljše, če bi to poteklo na nek drugi dan, ampak mislim, da tle ni neke bistvene razlike. V tem smislu, da kot rečeno, so bili te teme že vse odprte večkrat in jaz mislim, da jih tudi ljudje dobro poznajo. Vi v SDS, gospod Krivec, pravite, ne, to je izključno zato, ker ima pač Svoboda slabo listo za evropske volitve in zdaj pač na ta način zamegljujejo. Evropske volitve želijo spraviti na volišča čim več volivcev. Zdaj boste vi po sprejemu teh odlokov šli na Ustavno sodišče skupaj z Novo Slovenijo, tako ste napovedali. Kaj zdaj vi pričakujete, da se bo zgodilo s temi referendumi, če jih Ustavno sodišče razglasi za neustavne, da jih preprosto ne sme biti ali kaj? No, to bomo še videli, kakšno bo glasovanje v Državnem zboru, ker še vedno poteka razprava. Bi dodal še nekaj na kolega Ciglerja, ki je omenil pač to dvoličnost koalicije. Dejstvo je, da koalicija ima v koalicijski pogodbi zapisano uveljavitev tako pri marihuani, kot pri tem drugem posvetovalnem referendumu, ki ga želijo izvesti glede pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. To imajo v koalicijski pogodbi napisano, da bojo to izvedli. Kar pomeni, da so njihovi volivci to že enkrat v navednicah na referendumu, na volitvah opredelili. Zakaj potem ponovno spraševanje? Ne? In tle se točno vidi, da gre za sprenevedanje in iskanje neke pozornosti pri svojih volivcih, ki jih s tem nagovarjajo, da grejo ponovno in pomagajo pri evropskih volitvah, kjer mi ocenjujemo, da so si sami pač skuhali to zadevo glede njihove liste, ali je slaba ali ne, bomo videli na volitvah, o tem odločajo ljudje, ne mi. Jaz nikoli nisem rekel, da je slaba. Ampak vaši kolegi pa ne. Glejte, to je njihova pač pravica, da komentirajo, tako kot vsi ostali, tako kot vsi drugi ljudje v tej naši državi. Upam, da v Svobodi je pač dovoljeno svoje mnenje povedati. Dejstvo pa je, da v koalicijski pogodbi to že stoji. Zakaj potem še enkrat spraševati ljudi, če so jim na volitvah že ta mandat podelili? Zakaj, gospa Sluga? To sem v resnici že prej povedala, ko sem namenila en tak bolj dolg pogled poslanskim kolegom. Namreč mi smo o teh temah že večkrat govorili. Ljudje so jih celo potrdili, ko so volili nas, ker so v naši koalicijski pogodbi. Torej? Pa vendarle, vsakič znova, ko dobimo predloge zakonodaje na mizo, če tudi je prej na ves glas izražena podpora določenim predlogom, potem na koncu zmanjka glasov. To se je zgodilo tako pri konoplji, to se je zgodilo tudi pri drugih temah, pri preferenčnem glasu. Ne, ampak ali se vam ne zdi primerno, da volivci sporočijo vsem 90 poslancem, česa si želijo in kakšno je njihovo mnenje? Saj so vam že na volitvam sporočili, saj ste to imeli v svojih programih, zato ste dobili glasove. Saj sem zdaj ravno kar razložila, zakaj, ne? Torej, boste še več nekih ukrepov, ki jih že imate v koalicijski pogodbi, preverjali dodatno pri ljudeh na referendumih? Ne, te 3 bomo preverjali pri ljudeh na referendumu. Drugih pa ne? To pa ne morem za naprej, kristalne krogle pa nimam. Dobro ste želeli, gospod Cigler. Poglejte, nekdo je že pred mano, mislim, da kolega Damjan povedal, da 2/3 za preferenčni glas in za spremembo volilnega sistema ni videti in v tem mandatu tega ne bo, sploh ni temeljnega pogoja. V Novi Sloveniji še to podpirate, ne? Mi seveda smo rekli, da vsebinsko to podpiramo, ampak realno politično v tem mandatu tega ne bo možno uvesti, ker ni 2/3. Nimamo niti to rečejo, da to od vas želijo. Meni je to nepojemljivo. Nimamo niti predloga zakona, niti ne vemo, na kak način se bo to uvajalo, kaj bo z okraji in tako naprej. Ampak res, kaj boste naredili, če zdaj volivci, to zdaj zelo hipotetično govorimo, ne? Grejo in izglasujejo, da želijo preferenčni glas. Vemo, da recimo na zadnjih evropskih volitvah ga je uporabljalo 84% vseh volivk in volivcev, kar je, bom rekel, kar visok odstotek. Kaj, če, gospod Cigler Kralj, volivci na enem od teh referendumov, konkretno v preferenčnem glasu, rečejo, želimo ga na prihodnjih parlamentarnih volitvah? Sej mi načelno to podpiramo, ampak vse je odvisno, zato govorimo v Novi Sloveniji, da so ti referendumi zavajajoči. Zato, ker Svoboda ne postreže z nobenim zakonodajnim predlogom, da bi mi vedeli, o čem se odločamo, ali pa da bi volivci vedeli. Ti lahko vprašaš glede preferenčnega glasu, ampak poslušajte, mi imamo problem okrajev, različne velikosti
in tako naprej. Ti moraš volilni zakon narediti tak, da je celovit, usklajen in tako naprej. Tega se ne dela z enim vprašanjem na posvetovalnem referendumu, ker ljudje niso strokovnjaki za to in tega se ne dela, lejte, oprostite, sredi enega mandata, kjer imaš veliko politično večino, pa nič ne prineseš, samo to. In naslednji primer je tudi ta glede konoplje. Mi nimamo zakona, ker je trdila kolegica, da se bomo še v nadaljevanju razdelali posamezna vprašanja, ampak če smo že ravno to odprli, pa bom vas vprašal, gospod Krivec, kaj če ljudje zdaj, vi v SDS pa že ves čas nasprotujete uvedbi preferenčnega glasu na parlamentarnih volitvah, vi ste za dvokrožni večinski sistem že vsa ta leta, ker seveda tudi vaši stranki, kakršna je, bi zelo ustrezal na volitvah. Kaj, če vam ljudje povedo na referendumu, da želijo preferenčni glas? Kaj boste naredili? No, to bomo še videli. Treba je pa vedeti, da ljudje na referendumu so se že odločili v preteklosti in izglasovali večinski volilni sistem, ki ga pa nismo uvedli. Zdaj, treba je pa tudi povedati, da to, kar je kolega Cigler omenil, to vprašanje glede preferenčnega glasu in govorenje o tem, lejte, na evropskih volitvah imate preferenčni glas, pa dajmo ga uvesti na državnozborskih volitvah. To ni enako. V primeru volitev za Evropski parlament imamo samo eno volilno enoto. V primeru državnozborskih volitev imamo več volilnih enot. Tudi ta problem glede ukinitve okrajev nihče nikoli ne omenja. Ko bomo to ljudem povedali, da v recimo mojem volilnem okraju Postojna bo nekdo kandidiral od Kopra do Vršiča, se bojo ljudje vprašali, kakšen vpliv bojo v končni fazi imeli. In mi vedno trdimo in za tem stojimo, da v primeru preferenčnega glasu in uvedbe tega, kar zdaj predlagajo, pomeni, da iz periferije ne bomo imeli v 2-3 naslednjih mandatih več poslancev, ker bojo vsi poslanci večinoma iz aglomeracij, ki so velike, pa rečemo direktno iz velikih mest. Podeželje bo s tem totalno osiromašeno in ne bo imelo nobenega vpliva več. Odkimavate, gospa Sluga? Ja, odkimavam zaradi tega, ker me izjemno moti, da takoj, ko pridemo v ta del razprave, vsakdo izhaja samo iz svojega volilnega okraja in si preračunava, ali bo ponovno izvoljen ali ne. To me moti. In še, če bi ta trditev bila resnična, potem se ne bi več desetletij dogajalo, da je bilo Celje, ki ima 2 največja volilna okraja, brez svojega poslanca, medtem ko so ga sosednje občine imele. In tu enostavno je skregana logika, se pravi, mi ljudi sprašujemo, kaj si oni želijo, tako kot je Ustavno sodišče reklo, da bi volivci morali imeti večji vpliv, se pravi, ne vpliv strank, kot je danes, ko so si stranke predvsem etablirane že preračunale, v katerih volilnih okrajih bodo vedno izvoljene in v bistvu stranke določajo, kateri kandidat bo izvoljen s tem, kam ga plasirajo, volilec pa na to nima vpliva. Pač pa, da se poveča moč volivca, stroka bo pa povedala, na kakšen način bomo potem to izvedli. Da bo dejansko vsak glas enakovreden. Nekaj ste komentirali vmes, gospod Krivec, kaj? Ja, gospa je rekla, da politične stranke določajo vrstni red. Ja, kdo bo pa v primeru celotne volilne enote določil? Volivci? Ali kaj vrstni red? Ravno tako bojo stranke. Ampak problem nastane takrat, ko so, bi rekel, novi poslanci, ne govorimo za nas obstoječe poslance, jaz nimam nobenega strahu, tokrat sem bil že izvoljen, da me to ne moti. Ampak treba je pa pogledati realnost. Ko pa nov poslanec nastopi v nekem okolju, ki je iz mojega izkušenj rečeno, pač razpršeno, je njegova pozicija v štartu, bi rekel, neprimerljiva z nekom, ki izhaja iz ene zaključene aglomeracije, ki ima veliko število prebivalcev, kjer lahko kampanjo drugače organizira, kot v primeru organizirana po volilnih okrajih. V tem primeru je to dejstvo in ne vem, zakaj zavajate. In ko bomo to ljudem razložili, sigurno ne bojo tega podprli. Imate enake zadržke v SD, ker vem, da ste tudi že v bistvu leta proti takšnemu volilnemu sistemu s preferenčnim glasom? Ja, nekoliko so poslanska skupina na tem vprašanju ima vsak svoje mnenje, ampak jaz kaj bi rad izpostavil je tukaj eno. In to je, da to ne sme biti projekt večine, kajti vkolikor določena večina v državnem zboru si prilagodi volilni sistem, jih lahko vedno nekdo učita, da so bile volitve ukradene. To mora biti proces vseh parlamentarnih strank, da se lahko parlamentarne stranke dogovorijo, kateri volilni sistem hočejo imeti. In dokler med strankami ne bo soglasja, bo vedno lahko ena stran učitala nekomu, da so bile volitve ugrabljene.
Gospod Cigler Kralj? Lejte, žal mi je, ampak tu je na mestu citat nekoga, ki je govoril o kurjenju žara, ko je zajec še v gozdu. Mi nimamo zakona, Svoboda ni prinesla nobenih celovitih rešitev. Vpraševati volivce o tem, ali so za preferenčni glas, ja, načelno ja, samo mi ne vemo nič o tem. In tule pravzaprav lahko zdaj cel dan nadaljujemo razpravo o tem, kakšen volilni zakon, kaj z okraj in tako naprej. Resna stranka bi prišla lani s predlogom volilnega zakona, ga usklajevala do letos, poskušala doseči zelo široko, čim širše soglasje, vsaj 2/3 bi morala dobiti in potem bi šla preizkusiti to na naknadni zakonodajni referendum. Svoboda pa se tega loteva neresno. Ampak to je res pomembno. Mi govorimo o posvetovalnih referendumih. To niso naknadni zakonodajni referendumi in žal, ker se je nekdo odločil pred več kot 10 leti, da bo to možnost iz ustave zbrisal, niso zakonodajni referendumi, pač takšni, da bi jih lahko predlagali, da se ljudje opredeljujejo o konkretnih rešitvah. Namen posvetovalnega referenduma je, da se ljudje opredelijo do nekega širšega družbenega vprašanja. In govoriti, da zdaj ni za tem nekih konkretnih rešitev in tako naprej, to je zavajanje, oprostite. Ampak jih ni. Bi vas potem konkretno vprašal pri konoplji. Imeli smo na začetku eno vprašanje, taka je bila ideja Svobode, potem smo po proceduralnih, bom rekel, akrobacijah, preobratih, kakorkoli, dobili dve vprašanji. Eno je o gojenju in predelavi konoplje za medicinske namene. Pozor, uporaba v medicinske namene v Sloveniji že legalna, ampak zelo malo razširjena. In drugo vprašanje, ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo. Gospod Vatovec, kaj konkretno zdaj pomenita ti dve vprašanji? Kaj vi smatrate kot osebno uporabo, kako bo to v praksi videti, če v Državnem zboru potem sprejmete tak zakon, kdo bo prideloval, bodo to država, zasebniki, ljudje verjetno, da se bodo lahko odločili na referendumu, morajo to vedeti ali pač? Zdaj, kar se tiče medicinske rabe, ja, uporaba je urejena trenutno, nimamo pa nobenih regulativ na področju pridelave in predelave, kar je ključno in pomembno, ker tle tudi past privatizacije oziroma tega, da tuje velike korporacije začnejo pri nas te stvari prodajati. In to smo tudi večkrat v Levici povedali, tudi v usklajevanjih s partnerji, in po naši oceni bi morala urediti vlada urgentno in zares ne bi smeli, mislim, ni potrebe potem, da sprašujemo o tem državljanke in državljane. Drugo vprašanje o omejeni osebni uporabi pomeni preprosto pač večletno zahteve tudi civilne družbe, če želite, da se legalizira marihuana, da se legalizira kajenje marihuane v neke osebne namene. Pač jaz sem včeraj v stališču poslanske skupine zelo jasno povedal, kako si v Levici to predstavljamo, da je regulirano, prepovedano mlajšim do 18. leta, za notno embalažo, tako kot velja za cigarete in tako naprej. Zato, ker tle je predvsem na delu neka, bom rekel, dvoličnost oblasti, ne samo slovenske, ampak širše po svetu, kjer se recimo prosto dovoljuje uporabo alkohola in tudi nekaznovano mladoletnikom, ki ima dokazano tudi zdravniško bistveno večje negativne učinke na zdravje posameznika in tudi na zdravje družbe. In iz tega vidika je pač to vprašanje, ki je po moji oceni najbolj primerno, da ga postavimo državljanom. Ali se strinjamo, da se legalizira in predvsem regulira uporabo konoplje za omejeno osebno rabo. A vi, gospod Krivec, ste v SDS proti kakršnikoli dodatni legalizaciji ali pa, bom tako rekel, legalizaciji konoplje, tudi gojenju in predelavi v zdravstvene namene? Tudi temu nasprotujete? Lejte, mi ne nasprotujemo temu, da se tudi na nek način povpraša, ampak treba je pripraviti vsaj nekatere izhodišča. Kaj pa, da se to naredi, da se uredi predelavo in gojenje v zdravstvene namene pri nas v Sloveniji? Mi smo že večkrat povedali, da načeloma nismo proti, je treba pa to na strokovni ravni pripraviti, ravno te rešitve, o katerih je bilo zdaj govora, da se to ne sprevrže v neko svoje nasprotje in kasneje v neko omejevanje, kar se je v nekaterih primerih že zgodilo. In brez tega, da imamo neke podlage, kako bo to regulirano, je nesmiselno kogarkoli spraševati, ker v primeru, da bomo to spraševali, bo večina za, kaj pa bomo zakon naredili. Na koncu bo pa neka druga civilna iniciativa v naslednjem koraku to zadevo spodbijala, ker bo prihajalo do problemov. In najprej je treba vsaj osnovne rešitve, kako bo to potekalo,
pripraviti. Ne? Zdaj govore za medicinsko uporabo je že pripravljeno, ni pa predelava urejena. To lahko vlada z odlokom, z nečem uredi, če je to problem. Ja, ampak vi ste... Lastna uporaba pa mora biti opredeljena, kaj je lastna uporaba. Ne? To je bilo zelo široko. A bomo eno lončnico na okno dali, pa bomo lahko proizvajali. Kako? Nihče ni nič opredelil o tem. Tu bi samo spomnil, gospod Krivec, da ko ste vi sestavili zadnjo vlado, marec 2020, ste zapisali v koalicijsko pogodbo v 4. poglavje Kmetijstvo in podeželje naslednje. 6. točka, ureditev pridelave in rabe konoplje v medicinske ter industrijske namene. Tega takrat tista koalicija ni naredila, a ne? Gospod Cigler Kralj, izvolite, tudi vi ste bili del te koalicije. Glede uporabe medicinske namene ste povedali že vi, da je to že urejeno in nasploh v Novi Sloveniji bi tu poslušali stroko. In zato je treba te referendume, ta vprašanja dati na 24.11, zato da se lahko opravi močna javna strokovna razprava, ker pač vemo, da tu mora stroka povedati, morajo zdravniki povedati, predstaviti študije in dokaze o morebitnih dobrih učinkih uporabe konoplje v medicinske namene. Kar se tiče pa osebne uporabe, pa v Novi Sloveniji pravimo, da je ta predlog ali pa to vprašanje pravzaprav schizofreno, zato ker malo pred kratkim smo prepovedali vejpe z okusom, zdaj bi pa legalizirali konopljo za osebno uporabo in še nekaj, borimo se vsi skupaj, da bi zmanjšali posledice uporabe prekomerne ali pa zlorabe alkohola v prometu. Na drugi strani bomo dovoljevali še eno novo drogo, o kateri po moje ne vemo toliko, da bi se proti njej borili potem, proti posledicam uporabe te droge v prometu, na delovnih mestih in druge v družinah in tako naprej. Tako da to so schizofreni predlogi, predvsem pa niso primerni, da se jih tako na lahko priključi in ugrabi kampanjo za evropske volitve. Še enkrat bom ponovil, da je to rastlina, ki jo je vaša vlada, v kateri ste vi sodelovali, želela urediti njeno pridelavo v medicinske namene in to je zahteval v koalicijsko pogodbo SMC. Ja, ampak vi ste pa podpisali vse 3 stranke, 4, a ne? Res je, zato sem vam pa razložil, da glede medicinskih namenov mi nimamo problema poslušati stroko. V redu. Dobro, gospod Zrim. V bistvu do tega bi lahko hitreje prišli na drug način, kot smo ga predlagali Socialni demokrati, da se tekom prve obravnave zadeve speljejo skozi in se gre lepo na referendume v jeseni, torej pred odbore, da ljudje imajo širšo sliko in takrat se lahko vidi, ali je volja ljudstva, da se zakone sprejme oziroma ne in bi lahko takrat bodisi poslanke poslanci na odboru sprejeli, ga poslali nazaj v Državni zbor in je zakon sprejet ali pa ga na odboru že zavrnemo in je to. In takrat bi se izrazila volja ljudstva in ne prišlo do tega preigravanja, ki ga imamo zdaj tukaj in še v Državnem zboru. Gospa Sluga. Ja, sej, ravno to sem želela reči, ne. Ko se tukaj pogovarjamo, pa tako malo na pamet trdimo, ne poznamo učinkov, ne poznamo dovolj konoplje in tako dalje. Obstajajo izkušnje drugih držav, ki so v tem mnogo pred nami. Obstaja pri nas tako huda stigmatizacija, da še zdravniki izjavljajo, da vedo o tem premalo in si tega ne upajo predpisovati, čeprav je že dovoljeno in tu je ta problem. Vsi se norčujejo, mi sprašujemo nekaj, kar je že dovoljeno. Mi imamo urejeno oziroma dovoljeno rabo v medicinske namene, ampak do tja mora nekako ta učinkovina priti. Nimamo pa urejenega gojenja, predelave, označevanja, kontrole in tako naprej. In to je naš namen, kot pravijo vsi kolegi, spet tu načelno podpirajo. Mi vemo, da smo imeli, odkar sem jaz v tem Državnem zboru, 3 predloge, ki se noben od njih ni končal pozitivno. Pa so ga vsi načeloma podpirali. Jaz mislim, da je treba dobiti to sporočilo ljudi, kaj se od nas pričakuje in potem to tudi udejanjiti. Dobro, zdaj še zadnji krog, ker se nam čas počasi izteka. Ob tem bi opozoril, da bomo vse 3 teme referendumske konkretno obdelali, tudi temo o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki se mi zdi najbolj občutljiva, bom rekel, in zato si zaslužimo neko posebno obravnavo in ji bomo zagotovo veliko pozornosti še v nadaljevanju posvetili. Za danes se nam čas izteka, tako da zadnji krog, gospod Zrim, izvolite, začnite vi. Ja, glejte, te evropske volitve so preveč pomembne, da bi se še ukvarjali s 3 referendumskimi vprašanji. Kot sem rekel, kriza visokih življenjskih stroškov je prioriteta za vse Evropejke in Evropejce in bi se mogli zgolj fokusirati na referendum. Referendumska vprašanja bi lahko počakala na jesen, tekom tudi počitnice se mogoče nekaterim sladijo glave, da skupaj poti prijemo do nekega konstruktivnega odgovora, bi lahko
torej te referendume izvedli v jeseni, zato smo tudi v SD-ju predlagali amandmaje, da se to prestavi na jesen. Ki nimajo podpore, enako ste predlagali vi, gospod Cigler Kralj. Če se Svoboda boji, da bo udeležba na evropskih volitvah nizka, predvsem njihovih potencialnih volivcev, v Novi Sloveniji menimo drugače. V Novi Sloveniji menimo, da v Sloveniji ima Evropska unija visok ugled. Slovenci in Slovenke cenimo vse dosežke, ki jih je Evropska unija prinesla, od lahko rečemo evra, prostega pretoka blaga in storitev in tako naprej. Ampak hkrati se pa Slovenke in Slovenci tudi zavedajo, da je pri nekaterih temah Evropska unija tudi malo zašla in da je treba popraviti ali pa korigirati smer. Ste zdaj že malo v kampanji za evropske volitve, ne, na katerih kandidirate za Novo Slovenijo. In bojo prišli na te volitve tudi povedati svoje mnenje, predvsem o tem, kako urediti migracije, kako zagotoviti pameten zeleni prehod brez norosti in kako pravzaprav omogočiti eno dobro gospodarsko okolje brez birokracije. In o tem na soočenjih za evropske volitve, gospod Cigler Kralj, gospod Tašner Vatovec, izvolite še o referendumih kakšno. Res je, kot v zadnjih minutah predvolilnih soočenja z zaključnimi mislimi. Ne, jaz za razliko od nekaterih kolegov, jaz zaupam našim državljankam in državljanom, zaupam volivkam in volivcev, da znajo zelo dobro upravljati z javnimi zadevami, kot jim to omogoča ustava. Po eni strani seveda delegirajo poslance, da jih predstavljajo, druga stvar, ki jo imajo, je pa neposredna demokracija v obliki referenduma. To imamo zapisano v ustavi in jaz mislim, da posvetovalni referendum ni v prav nobenem navzkrižju z evropskimi volitvami. Zagotovo so oboje zelo pomembne teme, ampak jaz ne podcenjujem naših državljank in državljanov in verjamem, da se bodo znali opredeliti do čisto vsakega vprašanja, do uporabe konoplje, do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, do volilnega sistema in tudi do kandidatov za evropske volitve. Gospod Krivec. Ja, jaz ocenjujem, da so evropske volitve prepomembne v tem trenutku, da bi jih obremenjevali še s temi referendumi. Časa je premalo, da bi se razprava odvila v tej smeri, da bi ljudje razumeli vse detajle okrog teh referendumov, zato tudi naše stališče, da je dovoljeno in je smiselno ljudi povprašati o določenih zadevah, vendar se pa ne strinjamo, da se to združuje v tem trenutku z evropskimi volitvami in zato temu tudi nasprotujemo. Še enkrat bom pa ponovil, vlada je zato, da vlada, koalicija ima zadostno večino, ugotovili smo, da večina teh zadev je v koalicijski pogodbi in bi lahko te zadeve že prej uredili ali drugače povedano, lahko bi ta posvetovalni referendum že prej naredili, če so ocenili, da je to tako pomembno. Da pa to trpajo na evropske volitve, je pa samo znak, bi rekel, nekega špekulativnega namena. Gospa Sloga. V Svobodi ocenjujemo, da ljudje na podlagi vseh razprav, ki so bile že do sedaj upravljene o teh temah, imajo dejansko že izoblikovane bolj ali manj svoje odločitve in jih ne podcenjujemo, da ne bi bili sposobni o 4 vprašanjih odločiti na enem dnevu. Vsa vprašanja, o katerih sprašujemo, so za njihovo življenje zelo pomembna. Tudi evropske volitve so za njihovo življenje zelo pomembne. Vse vplivajo na njihov vsak dan in na njihovo prihodnost, pa tudi na prihodnost njihovih otrok. Zato verjamemo, da se bodo svobodno tudi odločili. Zdaj, ob koncu je treba povedati, da Državni zbor ni vezan na izid posvetovalnega referenduma, zato bi vas samo, ampak tukaj res samo ja ali ne, boste vseh 5 strank spoštovali voljo volivcev na teh 3 referendumih? Svoboda bo absolutno spoštovala voljo ljudi. Gospod Krivec. Počakajmo na voljo ljudi. Dobro. Ja. Da? Točno to, ker ne vemo, kakšne so rešitve. Odvisno torej, kako bodo ljudje odločili, boste potem vedeli, kaj boste naredili. Ali govorim o tem, da resna stranka bi prišla z zakonom, da bi ljudje točno vedeli, o čem. Da ali ne, bilo vprašanje. Ljudje še niso spregovorili, počakajmo. Dobro, bomo videli. Hvala za danes, spoštovani gostje in spoštovana gostja. Danes vas je bilo toliko, da ste morali malo bolj skupaj stopiti. Naj bo tako tudi pri predlogih in zakonih ključnih za državljanke in državljane. Za danes pa hvala lepa. Referendumska, tudi volilna kampanja bosta zagotovo še zelo dolgi, burni in naporni. Za danes pa hvala. Hvala. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda bomo vse referendume in tudi kandidate na evropskih volitvah razdelali in predstavili tudi v tem studiu, zato nas spremljajte. Za danes pa le še lep pozdrav in nasvidenje.